V oddaji Ambienti ne skrivamo, da želimo navdihovati, svetovati in tudi malce vzgajati. Vseeno pa nas posebej prijetno presenetijo zgodbe, kot je naslednja. Prav naša oddaja je bila mladi slovenski družini, ki živi v Londonu, navdih za nakup in prenovo stanovanja v novomeškem mestnem jedru. Kar nekaj stanovanj smo že obiskali in vendar se še vedno včasih počutim, wow, prideš po stopnicah v temnem hodniku v stari hiši in stopiš v eno prenovljeno, tako rekoč novo stanovanje, ki te osupne za svojo prijaznostjo, za svojo domislenostjo, za svojo svetlobo in je več kot primerno za lepo življenje. Manca Petric živi v Londonu, kjer tudi dela, sicer pa je Dolenjka po duši. In očitno ni mogla brez tega, da ne bi vsaj en del si rezervirala v svojem novem mestu. Zakaj je pravzaprav tukaj in kako to? Dolenjka po duši. Res je, z možem živiva v Veliki Britaniji, v Londonu in spremljava oddajo o prenovah stanovanj. Ko sva bila gor živela, sva potem odkrila tudi vašo oddajo TV Ambienti in jo z veseljem redno spremljava. In sva si rekla, pa se še midva lotiva enega takega projekta. Iskala sva eno manjše stanovanje staro, ki je potrebno bilo celotne prenove. Iskala sva ga v centru mesta in sva ga našla v Novem mestu. Pa ga nista iskala zase, prav da bi videla tukaj živela? Mogoče nekega dne. Zdaj imava tudi otroke in to stanovanje ni primerno več za otroke. Ko sva ga kupila, jih nisva še imela. Iskala sva v bistvu neke vrste investicijo in izziv za naju in to sva v tem stanovanju tukaj našla. Zanimiv motiv za nakup in obnovo stanovanja, kaj ne? No, obnove se ne moremo lotiti brez strokovne pomoči. Tako je bilo tudi v tem novomeškem stanovanju. Načrt za obnovo sta pripravili arhitektki Sanja Zvonkovič in Erika Šinkovec. To stanovanje je bilo kar nekaj časa zapuščeno, v bistvu ni nihče živel notri. Sicer je bil pa objekt leta 2007 obnovljen, ker je v istem objektu tudi hostel, restauracija. Kvadratura je okvirno 50 kvadratov. Stavba izvira iz 19. stoletja, vendar je bila deloma porušena v drugi svetovni vojni. Erika, vi ste bili bolj operativno na tem projektu. Kaj pravzaprav ste želeli, da ne rečem, stlačiti v stanovanje? Ker je 50 kvadratov le mogoče za koga ni veliko. Tako je, ja. Stranka si je v bistvu želela stanovanje za podnajemnika, za eno ali dve osebi, za kratkoročen najem. Tako da smo šli tudi v oblikovanje s to mislijo. Stranka si je želela večjo funkcionalno kuhinjo z otokom, središče naj bi bila jedilna miza, opečna stena, pravi ohranitev parketa in spalnico za eno oziroma dve osebi z večjo garderobno omaro. Kakšno je bilo to, ko ste prišli noter? Ja, to je bilo zelo temno stanovanje. Bilo je nekaj predelnih sten, ki so v bistvu to stanovanje zelo razdelile na manjše prostore. Bilo je dotrajano z nekimi starimi keramičnimi oblogami, tla niso bila enotna. Del je bil sicer ta ohranjen hrastov parket, del je bil samo nek lesen opaž. Tako, stene so bile rumenkasto pobarvane. Stropovi niso bili primerni za vleko električne napeljave, ker je lesen strop. Zato smo tudi oblikovali tako, da se večinoma prenese s temi kabli na sredino prostora in smo pač izkoristili tiste luknje električne, ki so že bile narejene. Na mestu sedanjega tuša je bila prej vgradna bana, manjša bana. Potem pod oknom je bil včasih manjši umivalnik. Mi smo seveda to vse skupaj malo obrnili. Z prestavitvijo WC školjke pod okno in umivalnika v nišo smo dobili veliko več prostora za sam umivalniški set. Pač materialno, smo se poigrali z črnimi dodatki. Želja naročnikov je bila, da je kuhinja dosti velika, kar je pač za to majhno kvadraturo težko dosegljivo, ampak se mi zdi, da smo uspeli. Uspeli smo tudi s tem, ko smo postavili te vgradne omare, oziroma predelne omare, ki nadomeščajo stene. Deloma je za tudi vgradni hladilnik in shramba.
Postavili smo jo nekako v L, da je ta kuhinjski otok smo potegnili v prostor in je nekako postal središče prostora. Ne moremo spregledati visokih omar, ki imajo več funkcij. Tako kot večina opreme v stanovanju so bile omare delane po meri. Te omare do stropa se mi zdi, da so v zadnjem času zelo, ne samo med projektanti, tudi med lastniki, neke želje oziroma trend, da se pač čim bolj izkoristi prostor, to je prva stvar, in da se čim manj opreme v bistvu pri tleh namesti, da je bolj prostor za diha. Ponavadi je v teh bolj modernih trendovskih prostorih bela barva na pohištvu bolj trendovska, pa potem so recimo kakšne stene v sivi barvi. Tukaj smo pa malo zamenjali ta koncept, ker je prostor dosti temen, pa smo hoteli pustiti bele stene, da je bolj zračen svetu, da ni preveč sterilen prostor. No. Kar se tiče pa ročajev, so pa majčkeno bolj klasični, rustikalni, ja, da se povežejo s temi črnimi dodatki. Stanovanje je bilo zelo temno, no, in zato smo s Sanjo tudi zelo veliko pozornosti namenili osvetlitvi. Tudi želja lastnikov je bila, da je zelo veliko ambientalne osvetlitve, seveda pa mora biti tudi generalna. Ne. Zato smo se za generalno osvetlitev odločili za tračnice in potem dodali posamezne ambientalne svetilke, seveda nad otokom, nad jedilno mizo. Ena od posebnosti tega stanovanja, ki si jo gotovo zapomnimo, je opečnata stena v jedilnem kotu in spalnici. Kako se je znašla v prenovljenem stanovanju? Preden sva se sploh za kakršnokoli stanovanje odločila, pa ga videla, kupila sva si tako opečno steno res želela. No. Mogoče ima to kaj veze s tem, da sem jaz v poklicu arheologinja in imam rada stare stvari, no, to stanovanje je staro in ta opečnata stena je stara in da stanovanje dušo. In v Angliji, v Londonu hodiva, recimo, par imava najlepših lokalov in vsi imajo tako atmosfero, ki jo naredijo stare stvari v povezavi z novimi, ne, in recimo stena s prenovljenim parketom in tako ambientalno razsvetljavo se mi zdi, da da dušo, no, da povežemo stare in nove stvari. Rekli ste, zdaj imate otroke in je stanovanje premehno, ampak če si morda lahko odmislite, da otrok ne bi bilo, bi bili pripravljeni živeti tukaj v takem stanovanju, kot je zdaj nastalo? Seveda, ja, in verjetno mogoče tudi nekega dne bova, ne.